V šoli, tukaj dvojezični, drugače pa tudi skrbi za to spominsko hišo in vse, kar ona veliko več ve o tej hiši kot jaz in vse, kar bo vas zanimalo, vam bo ona povedala, prosim. Hvala, da ste si vzeli čas pa. No, lepo pozdravljeni tukaj na Gornjem Seniku, pri Kuharjevi spominski hiši. Kot vidite, to je eno staro župnišče, ki so živeli duhovniki že od začetka 19. stoletja. Med njimi je tukaj živel in deloval tudi 50 let duhovnik Janoš Kuhar. In zaradi tega se imenuje ta hiša Kuharjeva spominska hiša. Janoš Kuhar se je rodil v župniji Tišina in ker se je dobro učil, so ga starši po osnovni šoli poslali v gimnazijo v Kösek. Potem bogoslovje je končal v Sombačaju in leta 1936 je škof Janoš Mikeš poslal za duhovnika na Gornji Senik. In potem do konca svojega življenja je res postal tukaj na Gornjem Seniku. Tukaj je bil 50 let, kot sem že rekla, in veliko je delal tukaj na Gornjem Seniku zato, da bi slovenščina ostala naprej še. Njegovo eno gesto je bilo, da Slovenci smo bili, Slovenci ostanemo in to naj ostanejo tudi naši otroci. In to bi bilo zdaj zelo, zelo dobro, če bi naši porabski otroci res postali ali ostali še Slovenci, ampak žal čim manj govorijo slovensko besedo. Mi se na šoli veliko trudimo, da bi se nekaj naučili, zato ker doma sploh niti eno besedo se ne naučijo in potem cel teden se trudimo, da bi se kaj naučili, potem pride vikend in ponedeljek lahko začnemo vse od začetka. Tako da, ampak upajmo, da bomo dobili še take otroke tudi, ki bodo lepo govorili še slovensko besedo tukaj v porabi. Tukaj v tej stavbi je rekonstruirana spalnica, obedovalnica in župnijski urad Janoša Kuharja. Potem je tudi stalna razstava, kjer so vitrini, tam v vitrinah so prikazani crkveno-zgodovinski dokumenti iz porabskih župnišč tudi. Tam si lahko vse ogledate malo, vse je napisano dvojezično tudi, ampak če boste kakšno vprašanje imeli, me lahko vprašate, če bom znala, bom odgovorila, ampak jaz sem, kot je naš gospod tudi rekel, da sem učiteljica tam na šoli, ampak malo se skrbim za to tudi, tako da vendar bom znala na vprašanje odgovoriti. Potem, če si boste ogledali hišo, tam je še tudi stara kuhinja, v kuhinji je stara peč. Tista peč še danes tudi deluje, mi imamo razne delavnice, pečemo kruh, preste, potem delamo papirnate cvetlice, potem pletemo košare, cekarje. Tako da se trudimo, da bi te običaje naši otroci najprej spoznali in potem ohranjali, tudi zato, ker jih več ne poznajo. Potem tam v nekdanjem hlevu je še tudi etnološka razstava. Tam so tudi predmeti, ki so jih uporabljali pri gospodarski deli, tako na župnišču kot v vasi tudi. Jaz bi predlagala, da vstopimo v hišo, potem gremo skozi spalnico in potem župnijski urad in tam še bom nekaj besed povedala, zato ker ste majhna skupina in ne boste slišali tam še tudi. Lahko prosim, da v spominsko knjigo nekdo nekaj besed napiše. Dobro, če samo je stavek, odkot ste prišli in katera skupina ste, samo toliko.